Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Pa so fertik počitnice, fertik prazniki, ponedeljkovo jutro tudi odkljukano. Ja, in Dejan je nazaj, hvala Bogu. Aleluja. Prišel. Kaj? Se ni bilo tako slabo, samo pač... Se njemu ni bilo, meni je bilo. Ne, kaj? Jaz sem vseeno malo več stresa imel. Ne? Ja, malo več, no. Vse fajn. To je tako, odraščaš, veš, Jeger. Fajn. A to je to? Ja, to je zdaj odraščam, kaj? Radijsko gledano. Radijsko. No, ampak glej, hiša je stala, to je pomembno. Tako. In obstala in bo. In zdaj danes zjutraj smo imeli izjemno zanimiv intervju z predstojnico porodnišnice in z vodilno babico, oziroma prvo babico mariborske porodnišnice, ker je jutri dan odprtih vrat. Tako da to je zagotovo. Padel je tudi izziv. Oja? In greva jutri? Ja, namreč ob vseh strokovnjakih, ki bodo jutri tam na voljo, nosečnicam in vsem, ki vas zanimajo stvari, povezane z delom porodnišnice, bo tam en kalup, visoko noseče ženske, njenega trebuščka. Tako. In pol si boš dal lahko to gor, pa si zavezo šuhe. Da vidiš, kak je. In izziv je padel, ne, veš, da to tekma, ne, brez tega ni. Žal pač, tak je. Med drugim, seveda, če ste zamudili današnje jutro, vabljeni, da prisluhnete našemu podcastu, sicer pa spet jutri zjutraj ob 5:30. Prvomajski so mimo. So. Prvo vprašanje, je bila uspešna pleh muzika? Je bila. Čakaj, samo malo moramo. Ste špilali? Smo špilali. Ob 6 ste začeli? Ob 6 smo začeli in končali, mislim, da 20 minut čez 3. Okay. Samo vprašam, vas je isto število končalo kot začelo? Si moreš misliti. Ni odpada bilo. Niti en. Ni odpada. Ne, letos pa res ne. Vse je dogajalo, ampak ne zaradi česarkoli drugega, pač so imeli druge obveznosti. Prišli so zjutraj pomagati, pa so pa šli. Ja. Smo gledali počivati. Ja, tako da ne, letos pa smo vsi začeli in tudi vsi istočasno zaključili. Ok, ste se slikali na začetku, pa pol na koncu? Nikoli ne delamo tega. Kaj bolj poševno? Nikoli ne delamo tega. Pametno. Na kresu, kakem sta bila ali kaj? Ja, jaz sem bil. Res? Ja. Najprej v Lovrencu, ker takrat, ko je kresovanje, se v Lovrencu tudi postavlja prvo majsko drevo in smo tudi zgodbo to obeležili, smo nekaj zaigrali. Potem smo pa šli v Ruše. V Rušah je bilo malo večje kresovanje, zato ker so mažoretke plesali, pa je mogla mala to nujno videti. Mala, ja. Ja, no, pa ona jo je pelal, ne? Ja, sem pa peljal tako. Ja, lepo. Ti si plezala letos na prvomajsko drevo, Ana? Ne, nisem. Jaz sem pač... Jaz sem to obeležila bolj z žarom. Lepo. Ja, se je bilo... Pač tako vsako leto, no. Bilo je žar vreme, bilo je res čudovito vreme, čez ta podaljšan vikend, tako da je bilo za izkoristiti. Fajn, me veseli. Ja. Kaj? Ti si bil pa daleč od prvomajskega drevesa. Ne, sem že bil doma. A ti si že bil nazaj? Ja, seveda. Te mislil vprašati, kako tam postavljajo prvomajsko? Ne postavljajo tako, tam vse skozi stoji, veš, kaj ti hočem reči. Tam se začne postavljati že zgodaj popoldne, ne, pa pol se samo še polca. In to vsak dan. Lepo je bilo, ja. Drugače pa ja upam, da ste imeli nepozabne prvomajske in da ste se spočili, ja. Zdaj pa pač te dalje, ne? Kaj čemo, tako pač imamo tu. Pač čas gre samo naprej. Evo, in je začel z globokim. Ja, če pa je res. In to prečesto. Ja, tako vedno. 9 prečesto. Dobro jutro želimo. Dobro jutro. Gremo skupaj v ta prvi celi delovni teden po tem lenoharjenju. Ampak se smo si zaslužili, ker smo pridni in delamo. Kdo je lenoharil? Dobro jutro. Dobro. Ok, te pa preverimo, oziroma dajmo tudi na začetku tega tedna teden rešit. Tak piše v zvezdah, ki so se tedni res lepo videle. Tako da bo verjetno tedenski horoskop zelo natančen. Ja, tako vedno. Oven. Upočasnite tempo in dobro premislite naslednje korake. Zaupajte intuiciji pri pomembnih odločitvah. V odnosih ohranite mirnost, potrpežljivost in nekaj distance. Bik.
Osredotočite se na stabilnost in praktične naloge. Majhni, premišljeni koraki vodijo do večjega napredka. V odnosih pokažite iskreno toplino in razumevanje. Dvojčka. Komunikacija vam danes prinaša veliko prednost. Hitro boste razjasnili nesporazume in izboljšali odnose. Pazite le, da ne razpršite energije na preveč stvari. Rak. Čustva bodo nekoliko bolj poudarjena kot običajno. Poskrbite za notranji mir in ravnovesje. Domače okolje vam lahko nudi pomembno oporo. Lev. Izstopali boste svojo samozavestjo in energijo. Izkoristite priložnost za napredek ali prepoznavnost. Pri odnosih ohranite spoštljiv in umirjen pristop. Devica. Natančnost in organizacija vam prinašata uspeh. Uredite stvari, ki ste jih dolgo odlašali. Ne pozabite pa si vzeti časa tudi za počitek. Tehnica. Iščite ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Pomembni pogovori lahko izboljšajo odnose. Odločitve sprejemajte mirno in premišljeno. Premišljeno. Mirno. Škorpijon. Vaša notranja moč vas vodi naprej. Izzive boste premagali z odločnostjo in fokusom. Izognite se pretirani kontroli nad drugimi. Strelec. Povečana želja po spremembah vas žene naprej. Sledite radovednosti in novim idejam. V odnosih pa ostanite odprti, a tudi iskreni. Ok. Pazi, ker jim idejam bo sledil, to je vse, kar bom rekel. Kozorog. Osredotočeni boste na cilje in dolgoročne načrte. Vztrajnost vam lahko prinese konkretne rezultate. Ne pozabite ceniti podpore bližnjih. Vodnar. Vaše ideje bodo izstopale in pritegnile pozornost. Čas je ugoden za nove začetke ali spremembe, poskusite pa se bolj čustveno odpreti. In pa še ribi. Zaupajte svoji močni intuiciji, posvetite se ustvarjalnosti in notranjemu razvoju. Pri pomembnih odločitvah ostanite realni in zbrani. To je to? Dobro. Ok, upam, da ste... Ful se vaju je dotaknilo. Ja, ful, kaj ne vidiš, jaz tu stojim dotaknjen. Dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli na 4. maj oziroma fenice, sofeni vojne zvest. May the force be with you. Yes. Danes je torej naš dan. Drugače pa ste videla, kaj so imeli pri OpenAI-u oziroma ChatGPT-u? Ne. So morali na novo nekaj učiti oziroma spreminjati svoj model oziroma svoje modele. Ja. Ker ne vem, na neki točki je pograbil in je začel ful uporabljati kot referenco oziroma prepogosto uporabljati gremline, gobline in ostala mitološka bitja v svojih odgovorih. In se ga mora leti na novo. Povzeto po goblinu. Ja, da je preveč. In zanimivo, no, da je baje takoj potem šel Mahnič raziskovati, kako to narediš. Jo pa da. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, vem, da vaju zanima. Ja, sedaj smo ravno, sem htela okupirati eter. Bil si na Irskem, ne? Tako je. Malo smo si ogledali ta krasen otok, severno od nas. In mene je tako navdušilo. Ne? Res? Ja, mene tako gor vleče v eno. Tam Škotska, Irska, tam sem nekje, jaz moral biti nekje nekoč. Tako se počutim, veš, ko pridem tja, kot da sem doma. Ja, eno sliko je prej pokazal, na kateri je slikan pred, kaj je to grad, neki Ja, pač to je bil grad v Kilkeniju. Se ga zgleda tako, kot da je tvoje. Pa s to Si pa rekla, kdo bo to pucal? Pa s to pa ni- redko, to To ja. ni baretka, ampak je irska tradicionalna kapa. Ja, taka Peaky Blinder. Baretke imajo Francozi. Ne, ker imaš angleško in francosko baretko. Ne, No. to pa je irska bila. Ja, ni irska, ker je angleška, Seveda je, ista ker ni. je. Ja, ok, idi na Irsko pa jim reče, da so Angleži. Daj, prosim, daj. Ne, da so Pa angliži, samo jaz ampak bom snemal. obstajata dve baretki, to je angleška in francoska. Ja, Zdaj, ja. če si Irci, se lastijo že lahko svojo, ki nima nobene razlike z angleško, ok, v redu. Ne, ampak je res super in samo priporočam, če boste imeli priliko, ker
ker je sploh tak, če greš na potovanje, veš, ker malo več vidiš. Res je krasno od pokrajine, ki je veš tako valovita in pač irsko zelena, bom rekel. V eno vse je zeleno. Ful malo goše je, Jeger, tako da bi... Res, da bi rekel, Ti ne tako imel kaj delati. Ja, tako da te... Ker slabo. Če bi te... Ampak... Ker ko ful malo goš. Ja, no, če pa je res, ni tako strnjenih gozdov, no, vse tako bi vozili. Ne so drevesa, ampak je pa, sem se na tebe spomnil, ko sem bil v pivovarni Guinness, si šel gledat. Ja. Dobro dela. Dobro dela. Okay. Sem tudi se večkrat tako spomnil. Okay. Ja. Ovce ste videli? Ja, kar nekaj. Vreme? Lepo. Res? Bilo super, ja. V bistvu ste imeli fejs srečo. Ja, res. Ker je 3 mesece predtem pa je v eno deževalo, pa pihalo. Tako da to je bilo super. Dublin pa tako ali tako, ne, epicenter muzike, dogajanja in krasno mesto, sicer ima več kot milijon, ampak imaš občutek, da vseeno ni tako veliko, ker pač ne hodiš v one dele, kjer so samo doma, ampak greš tam, kjer lahko kaj vidiš. In eno anekdoto bi samo podelil. Zgodila se je v Galwayu na zahodu Irske. Kaj veš, da greš takoj, ko imaš priliko, letiš v pub, ne? Če si že tam, moraš iti v pub. Ja, to moraš iti, valjda. Najbolj tam, kjer je ob 3 popoldne gužva, ker so domačini noter, te veš, da je vredi. In jaz grem not naročiti in šank je bil tak, 6 metrov dolg in na drugem koncu šanka je bil televizor, kjer se predvaja neka tekma tega Gaelic football, ne, te njihove nacionalne igre, ta irski nogomet, ki je malo drugačen, ampak se vseeno ni poanta. In pridem nekako se preridem do šanka in je tam stal en gospod in čez šank nepremično gledal ta fuzbal. Ne. In jaz naročim in on meni, tako malo sem za njim stal, brez da bi me pogledal, mi je rekel, če prideš v angliščini, no, ampak grem zdaj. Je rekel, če prideš v irski pub, moraš Guinness najprej naročiti, pa potem vse ostalo. Pa se je rekel, ja, zakaj? Je rekel, zato, ker se ti ta čas Guinness fajn vsede, da ti ostalo skupaj. Ja, pa se mi zdela tako prijazno, pa se je rekel, dober na svet. Pa se bom, ja, pa se je rekel, hvala, pa smisel se bom te malo menil, ne, pač če že tako bil prijazen, da me je nagovoril. In ga vprašam, kaj gledamo, to Gaelic football, ne. Pa tak stav, moraš vedeti, da je vmes je nepremično gledal toti fuzbol, nepremično, sploh ni obračal glave stran, pa se je rekel, kaj to gledamo, ta irski nogomet, pa je rekel, je bil malo tiho, pa je rekel, stari, pojma nimam, kaj gledam. Je rekel, jap, lahko. Pa enega Guinnessa še. Ja, vedno smo kvidaj še pa tudi še enega. Tako da, ja, praktično kot doma bi rekel, ne, moment z Maribora bi lahko to tudi bil. Jep, fino, priporočam. No, super. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Danes je 4. maj, oziroma danes je tak tudi zares, maj začenja. Vemo pa, kaj je maj, ne? Ja. Kateri mesec? 5. Ljubezni? Ja, bravo, Ana. Mesec ljubezni, tudi sezona porok se začenja, ne? Dobro, gremo dalje. Kaj da gremo dalje? Kaj je z vama koruznikoma? Jaz grem konc maja na eno, to štaje? Ne. Dokler se ne sprehodiš v belo z tančico, Jeger, ne? To je zdaj bil napačno strukturiran stavek. Ne, ni bil, čez vrede. Bi ti pasalo, Jeger, bi. Verjetno bi ni, ja. No, pač samo razlagam, ne, tako da veste. Pač, dobro. Nič, pa brez pritiska. Brez pritiska, pač kaj se menimo, maja se pač največ zgodi, ne. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj pa gre za res. Ni heca. Pubeci. Jaz vam povem. Ok, ni tako spektakularno, ampak ste verjetno kdaj zasledila že, da vsake toliko pride neki članek, ko se neki znanstveniki odločijo, da bodo pa zdaj čisto zares začeli oživljati izumrle živalske vrste. Ne? To, da bojo mamuta nazaj pripeljali, to je že dolgo, pa tasmanskega tigra, pa ne vem kako antilopo plavo. Jaz samo tako pravim, razlog je, zakaj
so pač določene vrste izumrle. Tako skozi. Dobro, res da za dosti vrst smo krivi mi ljudje, ampak ne spremeni dejstva, da zdaj pač živimo tako živimo in ne vem, kako bi se recimo neka izumrla vrsta sablje-zobega tigra znašla v tem okolju. Točno to. Ker pri nas se še za medvede ne znamo zmeniti konkretno, kaj šele, če bi kaj dosti bolj nevarnega prišlo nazaj. In zato smo razmislili in rekli, bomo mi malo pri tem pomagali, ker veš, regulativa. Mora kar vsak delati, ker kaj bi si zmislil. Absolutno. Imeli kaos. Točno to. Ja. Na koncu mora itak volja ljudi odločiti. Res je. No? Ja, seveda to zna privesti tudi v določene zaplete. Poglejte aktualno dogajanje v Državnem zboru. Glih sem si isto mislila. Ampak to smo mi danes na naš Instagram dali eno anketo, ali je pametno, da znanstveniki ponovno oživljajo izumrle vrste. 3 opcije odgovorov so absolutno A, B, ne, ker sem gledala Jurassic Park. Ja. Vemo, kako se je to končalo. Pa ne samo Jurassic Park. 6 filmov so posneli, ali koliko iz te serije. Ogromno jih je umrlo, ker so jih jedli, pa lovili. Tako da ne mi jih klicati nazaj. Pa ni bil samo Jurassic Park ta? Ne. Kaj pa Deep Blue Sea, ko je oni morski pes, ko so mu neke injekcije dali noter, pa gensko spreminjali, pa jih je vse pod tamano. Ja, recimo. Kak je bil veliki, točno to. Ali pa petek 13. On je tudi skozi nazaj hodil. Nikak, da gre hudič. Ali pa C, da z omejitvami in pod nadzorom. Tak, ker nas zanima, kaj mislite, ne? Zakaj pa, da imamo mi potem tu, ko bojo rekli, ali pa naredili kako naredijo, glej, smo vam rekli. Točno to. Imamo tu glas ljudstva. Točno to. Tako da, dajmo, ne? Malo samo, da vemo, pri čem smo, se ne čist drugega. Tako se ne bomo verjetno kaj v resnici ali pa temeljnega spremenili. Ampak glej, svoje smo naredili. Tako je. Naša vest je čista. Mislim, sem razmišljal, kaj bi tu v Mariboru lahko nazaj pripeljali. Nekaj manjšega. Promet na Koroški, recimo. Daj ne Ne govori to na glas. Ja, ampak to te samo, če si nerodna, ali pa kaj ti lahko kaj naredi. Zdaj si pa predstavljaj, da ide na nekega hrošča. 7-metrska pošast. Nekega hrošča bi lahko tu nazaj, ki je izumržil pred koliko leti. Res izmed Zakaj pa hrošča? Enega tega, ki ni škodljiv, ampak pač je samo, da je. Pač, naj tu... Da bi kvoto izpolnil pa? Ja, da bi pač tudi mi nekaj nazaj pripeljali, ampak nekaj minimalno škodljivega, pa minimalnega. Predolgo me ni bilo, vidim. Zakaj? 15 minut čez 7. Kaj bi pa ti imel? Pa bi imela malega dinozaura. Imaš in dva tako se že. bolj tudi vse začne. Imaš dva v totem studiu, kaj bi rada še? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ne vem, če sta opazila, ampak v soboto je bil na TV Slovenija digitalno restaurirani kekec iz leta 1951. Legendarni kekec. Ja, legendarni kekec, ki so ga na novo porihtali in je bil na ogled in sve to je celo daleč pred mojim časom, ne boste verjela. 1951. Pa smo že take filme snemali. Z zanimanjem sem malo pogledal, ampak sem pol tudi zelo hitro vgasnil. Zakaj? Ker sem se spomnil travm iz zgodnega otroštva. Ker so nas tem kekcem silili. Da obedanic. Ja. Ali pa pet. Ne, ko smo gledali ta film. In ne, ni bilo, mislim, da v tem ni bilo pehte, nikoli ga nisem do konca pogledal. Ne, ni bilo. Zdaj, ko sem odrastel, ne. Ne, v enki ni pehte, Ne. danec je zlobni lik, to je to. Tako. Ja. In to so bile travme iz otroštva. Jaz sem mislil, pač ok, mogoče zdaj, ko sem starejši. In tako, ko se prvič pojavim, je že bilo tako, pa pol stekli pa sem mislil, si to naredi. Nekatere travme iz otroštva pač ostanejo, zgleda, ne? Zgleda so pri tebi kar velike, zaradi enega filma Kekec. Ja. Če drugega ni bilo, so pač vas to silili gledati. Ali to, ali pa poročila iz fronte, ne? Recimo. Joj. Ja, tako da, no, ampak če ste slučajno spregledali in vas seveda zanima, evo, lahko zdaj greš nazaj, ne? In bom. Ker jaz se pa spomnim, da sem imel vse kekce na kasetah.
Takrat, ko so še bili videorekorderji in te VHS. Ja, VHS, ja, razen če si bil malo bolj advanced, pa si imel Betamax, ne? Ne, VHS. Tehnično, ne? Ni bilo. Da ste imeli profiji, ne? Ja, Betamax, ne? Ja, ne, nisem imel VHS. Jaz sem imel VHS, ja. Ja, si imel kekce. Tega starega tudi? Vse 3. No, vidiš. Ja. Tako da si lahko zdaj ogledate za nazaj. Če je slučajno kdo zamudil, vseeno gre za enega od ključnih in kultnih momentov v zgodovini naše, pa recimo popularne kulture. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Okay, če vam rečem 7 minut, to je tista meja. O čem govorim? Ne, pa se. Ja, manj je tam. Ali moram še sploh kaj? Ne, nima veze s tem. 7 minut je. Ja, 7 minut. 7 minut, ja. 7 minut je. 7 minut je meja, ko zdaj so to. Zgornja ali spodnja? Ne, počakaj. Ni zgornja, ni spodnja, meja je. Tako zdaj, če greš, ne vem, v Avstrijo je meja. Ne, ni zgornja, pa ni spodnja, ampak je meja. Ja, to je zgornja. Taka meja, teh 7 minut, ok? Ni zgornja, pa spodnja. Ja, meja česa? Meja, da se začnemo stresirati, ko zamujamo. 7 minut pravijo. Resno? Ja. Okay. Meni je že minuta preveč. Jaz pa živim po prepričanju, da je 10 minut prej pravi cajt. Absolutno se strinjam. No, vidiš, ja, se ne. Ti ne. Ja, se ne. 7 minut. Ok, zdaj pa o onem. 4 Tine, dobro jutro. Ja, živeli. Dobro jutro. Zdravo. Kako se oni pozdravljajo? Ja. Ne vem, ker ne znam, ja. Po irsko. Avto te ni povozil, to je dobro. Ne, pa sem že navajen, da desno pogledam, ko sem v teh deželah. Jaz to ne, mene bi v 3 dneh umrem tam. Pa gledam dol, ko piše. Ja, look right. Ne, look right, pa ne, jaz berem, glej desno, pa gledam levo ob tem. Vedno si bil tak proti toku, Tine. Fight the power. Ja, tako je, breaking the law. Ja, drugače si držal skupaj to prejšnji teden, nekako je šlo. Koliko je pač šlo, koliko to lahko. Si bil kar uspešen, no. Pa si bil uspešen. Si držal skupaj. Ja, se pravi. Prav si tudi na razen piše vse skupaj. Tako fajn je bilo. Skupaj sem jaz držala to. To je tudi res. Ja, vredo. Kot B, rekel je, da je on prejšnji teden bil šef in pa smo z Jegrom valjda umrla od smeha. No, rekel, ni dobenega V bistvu je bil odgovornega, samo vsi sem rekel, ja, jaz sem tu, pa je tako spontano je prasno smeh. Tako dobro, jem tudi spontano, tim pol to perforirano. Ja, zakaj pa nisi šel vse v mojem predalcu? Ja, vse smo rekel, pa se še enkrat zmedel. Te prišel še. Bo, ne skrbi. Kaj si nam pripravil, Tine, za začetek tedna? Eno lušno mini zgodbico, in sicer par let nazaj se je, kako me ime, Kaj veš, da če ne znaš prebrati, ne. Anam se piše. Okay. Iz Indonezije se je poročil uradno, vse, ker so slike, poročil z kuhalnikom riža. Rice cookerjem se je poročil iz enega razloga, je rekel zato, ker ne govori nazaj. Čez 4 dni je vložil ločitvene papirje, razlog, ki ga je navedel, zato ker samo riž kuha. Da pa jaz ne vem. Po moje malo jajce tudi popari, ne? Dobro jutro. Dobro jutro. Danes zjutraj imamo eno anketo oziroma eno raziskavo, ker absolutno se premalo o tem pogovarjamo. Kaj eni ti znanstveniki delajo? Ja. Nekaj nam nazaj vlečejo. Ja, kam? Ne tisto, kar bi mogli. Oživljanje izumrlih vrst. Toliko stvari, o katerih bi se lahko pogovarjali, ki bi jih lahko videli, doživeli, karkoli že. Ne, treba se je meniti, kaj bomo mi nazaj pripeljali, kaj bomo gensko manipulirali. Se nam bo pol zgodilo, da bo nazaj prišlo nekaj, čemur bo klima izjemno pasala za razplod. Bo imelo velike zobe, pa vertik, pa ne bo šlo več. Jeger več niti v državno šumo ne bo mogel iti rast lejsa.
Si pogreša, ne? Sem, Res nice. res sem. Okay, zato imamo na Instagramu eno anketo, torej ali pač najznanstveniki vračajo izumrle vrste. In 3 vrste odgovorov imamo, absolutno, A, B, ne, ker sem gledala Jurassic Park, ali C, da z omejitvami in pod nadzorom, Ana, trenutno. Ja, trenutno je 23% ljudi reklo, da absolutno. Ok, avanturisti, dobro. Ja. Ja. Niste vsi Jason Statham, samo toliko. Točno to. Potem tudi da z omejitvami in pod nadzorom ima podobno odstotek, torej 21%. Ja. In pa tisti, ki ste, oziroma smo odločno proti, ne, ker sem gledal Jurassic Park, 56% No, hvala Bogu. Ja. sodelujočih v naši Tisti, ko ste anketi. rekli pod nadzorom, tudi Jurassic Park, tam Je, smo imeli začel pod nadzorom, se je no pod pa nadzorom. enkrat več nadzora ni bilo. Ampak, kot je rekel tam v prvem Jurassic Parku, life finds its way. Veš, kaj ti hočem reči? Ja. Ne se hecati, ne? Tako da, ja. Ne se hecati za Aj, naravo. Kot da se nismo nič naučili iz vseh bedarij, ki smo jih kot vrsta naredili na tem planetu. Tako da, ja, no, evo, sicer ne bo to verjetno absolutno nič spremenilo, ampak fajn je, da vemo, pri čem smo. Tako. Evo, tako da še vedno vabljeni, da sodelujete v tej naši anketi na našem Instagramu. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In imamo 2 izjemni gosti v tem studiu, in sicer predstojnico Mariborske porodnišnice Lucija Kuder je tukaj. Dobro jutro, gospa Lucija. Dobro jutro, Dobro lepo zdrav. In pa, kot je bila predstavljena, sama seveda ni to rekla, ne? Prva babica Mariborske porodnišnice Rozmari Franc. Dobro jutro, pozdravljeni. Dobro Dobro jutro. Kak je v naši porodnišnici? Vse prešteto, deca, tako kot mora biti? Vse Ima prešteto, vse na broju, vse Ja. pod kontrolo. Okay, No, to je odlično, pomembno. okej. Jaz moram uvodoma povedati, pa to je res moje pač iskreno mnenje. Iskreno tako mislim, da je Mariborska porodnišnica najboljša na svetu. Jaz kot 2-kratni veteran, s tem, da je en porod bil kar kompleksen in ste vrhunsko rešili in je vse štimalo. In jaz grem na konec sveta z tablo, če je treba, pa se vsakim skregam. Hvala lepa, Kako govori to drugače? nam je globok poklon. Ja. Zelo hvaležni smo za to, da prepoznate naše delo. Vsak dan se trudimo, da smo boljši, bližje našim uporabnikom, po koži naših nosečnic in njihovih partnerjev, in pa seveda se pa trudimo, da delo poteka strokovno, neoporečno, varno in pa prijazno. Ja, ampak se je pa to skozi leta kar spreminjalo, ne? Zdaj verjetno danes na nivoju, na katerem smo danes, ali pa ne vem, kar je bilo še pred 50 leti, ali pa še par desetletij nazaj, verjetno bistvena razlika, ne? Je razlika, skrbi se predvsem za individualno obravnavo posameznega para. Moški oziroma spremljevalci so pri porodu, tudi pri pomočkih, včasih so morale ženske večinoma preležati tekom poroda, zdaj pa jih spodbujamo k gibanju, uporabljamo različne porodne položaje, tako da je razlika. No, to bi jaz rad povedal, ker jaz sem imel tako izkušnjo Kaj pred si? 4 letami in pol. 4 leti in pol sem bil zraven, ne, seveda. Seveda. Takrat res moram pohvaliti, ne vem sicer, kak je bilo ime babici, ampak se je res izredno trudila, da je bilo in v sedečem položaju, in z neko telovadbo, in z vsem. Sicer pol na koncu ni šlo, pa se prišle 4, pa hop, pa je prišlo. Je pa res, da predtem pa je tista babica naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi pač šlo tako. To se mi kapo dol. Gibanje se mi dopade, ker zakaj ne bi mogli sklec delati, če tik pred porodom, recimo, ne? Verjetno ne gre Glej, za 3 ženske smo pa 2 sta pa 2, tako da ne Ja. morem pretiravati. Samo mi dva sva 2-krat bila v porodniški Ja, sobi. glej, vse nima veze. Okay. Še je čas, še je čas. Ne, ampak je pa res, da je tako zelo občutljiv moment, ne, mislim, milo rečeno občutljiv, in tu je ta empatija in sočutje ob seveda nesporni strokovnosti, nekaj, kar krasi Mariborsko porodnišnico. Ne, to je. Iskrena hvala, to se trudimo vsi, tako kot zdravniki, naše babice in ostalo osebje. Želimo si, da imajo vse nosečnice dobre občutke, ker v končni fazi to je najlepši dogodek v življenju ženske in partnerja. Res. En izmed najlepših in
ustvarjamo vse pogoje, da so lahko ta dogodek najlepši. Moramo pa reči, da včasih je bilo pa tako, recimo pred leti, ko predno smo mi nastopili, je recimo dobila predhodna predstojnica disciplinski prekršek, ker je bil oče zraven pri porodu. Ne? Zdaj pa se je to vse spremenilo. Se verjetno se najde kak, ki bi lahko bil za disciplinski. Kolikokrat je recimo moški večji problem v porodni sobi kot ženska? Ja. Pa ni tako, to je zelo redko. Moram reči, da moški že spremljajo priprave na porod skupaj z svojo partnerko, svojo ženo. Tako da moram reči, da so kar pripravljeni. Tako da teh primerov je res malo, na prstene roke morda. Tako da moram reči, da se kar držijo. Morda je komu tudi slabo, tudi to se zgodi, ampak tudi to babica je poskrbima. Ja, je bilo na eger, vidim, da rokico dviguješ. Ja. Jaz bom tako povedal, moja izkušnja je bila tudi super, izredno lepa. Mislil sem, da bom bolj pod stresom. Jaz sem celo govoril, da ne bom šel zraven, tako sem bil, ampak pol na koncu sem bil tam pomagal, nosil vodo in vse. Porodil otrok. Ja, ne, to ne, ampak pač ne, sem bil pa zraven in bil pogumen in niso rabili skrbeti za mene. No, lepo. Za razliko od mene, zdaj, če se že pogovarjamo, kje pa je bila ena druga situacija, pri prvem porodu sem jaz ful dihal zraven, pa pomagal, pa pač mi je aikido z vode delala na roki, se veste, kako to med popadki, in sem dihal ful tak, sem zraven, da sem malo hiperventiliral in prisežem, to je zdaj samo, da počrtam to strokovnost in kako na vse mislijo, čeprav je to bilo že leta nazaj, in sem samo tako naredil, pa gospa, pa babica prišla, takoj, slabo vam je, bum, sem imel mokro brisačo okoli vrata, pridite malo ven, sem bil naenkrat vuni na hodniku z rokami na mizi, tak bodite, malo dol pa dihajte. In sem bil tak se je hitro zgodilo, da kaj te delam, jaz to notvornit, ne, res super, ampak ko gre vse gladko, je tako, da ni nobenega problema, ne? In najbolj pride pač do izraza vse skupaj, ko se stvari zakomplicirajo, ne? Ampak tudi to znate rešiti, ne? Hvala Bogu. Seveda, porodništvo izhaja beseda iz obstetricija, observare, ne? To pomeni opazovanje. In mi porodničari moramo imeti eno posebno lastnost, in sicer, da moramo biti sposobni, da počasi opazujemo, ampak ko je pa akcija v eni sekundi. Takrat pa moramo odreagirati hitro, včasih je treba zaključiti z vakuumsko ekstrakcijo, včasih je treba leteti v operacijsko sobo in takrat pa se pokaže prava naša narava. Ja, kaj imate vaje, ali to zdaj ni treba, verjetno več, ne, po vseh teh letih, ampak od začetka pa, to, ne vem, jaz si ne znam predstavljati, imate to kot gasilci, pa vadite hitre premike. Ja, včasih imamo, zdaj, če dali več se tega zdela zrasti, zdaj, ko je manj porodov, kar nas žalosti, ne, da se število rojstev manjša, tako da upamo, apeliramo vse poslušalce in poslušalke, da naredijo nekaj za to, da se dvigne nataliteta, že danes večer ali pa kasneje. Ker odgovornost do naroda se začne v postelji. Točno to, evo, tako da apeliramo. Ali pa pri otoku, ali pa kjerkoli pač je, pač ampak za tem osnovnim dejanjem. Jutri bo v mariborski porodnišnici dan odprtih vrat, zadeva, ki, če boste le imeli čas, jo privoščite, da vidite tudi na drugačen način vse to, kako strokovno, zavzeto in srčno opravljajo tam dekleta in fantje svoje delo, ampak podrobneje o tem, kar se bo dogajalo, takoj po vrstu. V tem studiu imamo danes zjutraj izjemno prijetni gosti iz mariborske porodnišnice, predstavnica Lucija Kuder in prva babica Rozmari Franc. Še enkrat dobro jutro obema. Dobro jutro, dragi. To nismo vprašali, kaj že bilo kaj akcije danes zjutraj za vaju ali šele se začenja dan? Za naju ne, drugače so pa imeli prejšnji dan in pa po noči zelo pestro noč. Tako da se je rodilo 6 otrok. Delali v bistvu cela porodnišnica. Načeloma mi nikoli ne, porodnišnica rečemo nikoli ne spi. Jasno. Običajno je težišče porodov v nočnem času, tako da
Ja, delamo s polno Ja, paro. bravo. Eno. Lepo. In to vrhunsko, in kot smo rekli, sočutno, pa tudi, ker samo okolje, v katerem se to dogaja, je tudi prilagojeno in se trudite, da bi bilo čim bolj prijetno, kot ste rekli, ne, gospa Lucija. Ampak zdaj kot starš je seveda moment, ko se otrok rodi, vedno nekaj neopisljivega. Če to ne doživiš, ne moreš vedeti in je brez veze razlagati. In vsi, Igor, veš, o čem govorim. Absolutno. Ja. In zdaj, kak pa je za vas, ko pride do tega rojstva in verjetno tega izliva emocij, oziroma je verjetno tudi čutite zraven kot pač empatične osebe, kot ste? Absolutno. Takrat, ko se rodi otrok, se v porodni sobi razlije ena posebna energija, ena toplota, ena milina, en mir, ena radost, ki pričakuje, ker je naznanje novo življenje. V bistvu se potem v obdobju dogaja marsikaj, ne, rodi z otročkom. Zdaj pa boš ti povedal. Res je, v bistvu novorojenček, to je izredno velik napor, pravzaprav je to čudež narave, bi jaz temu rekla. Ker novorojenček mora iz tistega, ko pride iz toplega materinega zavetja, pride v eno popolnoma novo okolje in je potrebno velike fiziološke spremembe od prvega vdiha da začne funkcionirati, zdrževati lastno telesno temperaturo. To je v bistvu posebni čar in posebni čudež narave. Mu pa seveda pri tem pomagamo, tako da vsakega otročka porodimo in ga damo materi prvo uro po porodu na prsi, zato da ga mati greje, zato da jo novorojenček tudi zavoha, damo mu tudi prvemu podoju. In to je nekako posvečena ura. To je tisti čas, za katerega je taki sveti čas za družino. Jaz bi še pripomnila, da je zelo važno, da ga damo na materino kožo, ker s tem dobi materina bakterija. Že pri prehodu čez porodni kanal dobi en celo paleto laktobacillusov, ki so značilni samo za mamo in se prenaša iz generacije v generacijo. Tako da mi tukaj na našem področju, recimo v Mariboru, imamo ta sestavo teh laktobacillusov drugačnih, ko imajo recimo Amerike, kjerkoli. In to otroček pri tem prehodu dobi te bakterije, ki so pa življenjsko važne, ker mu predstavljajo obrambo pred slabimi bakterijami. In tudi, ko se ga podamo na kožo od mamice, takrat se pa še dodatno kolonizira s temi bakterijami. Wow. Tako je. Res je. Ata pa gre na prvi šprice. Tak pa če, tudi to je del tega, ampak to zaradi vsega tega stresa, pa to moraš mora 2-3 dni trajati, tak pa če. Jutri imate dan odprtih vrat, od 10 naprej že dopoldne. Dajte povedati, kaj vse se bo dogajalo, kaj vse lahko vidimo in doživimo jutri pri vas v Mariborski porodnišnici. Ja, res je, pa morda bi še samo povedali, da ni naključje, da je zakaj ravno 5. maj. Jutri je mednarodni dan babic. Aha. Moto letošnjega dneva je milijon babic več. Želimo pač poudarjati, tudi ostale države po svetu poudarjajo pomen babic za zdravstveni sistem. Babice smo seveda po porodničarjih zagotovo in seveda tudi ob drugih sodelavcih nesporne strokovnjakinje za vodenje zdrave nosečnice, torej sodelujemo pri porodu in pa tudi poporodno obdobje. Zato smo seveda vrata odpiramo, na jutrišnji dan imamo pa cel kup res aktivnosti in želimo poudariti, da v Mariboru seveda v porodnišnici ne delujejo samo babice, ampak porodničarji, ampak smo tak res dobro povezan multidisciplinarni tim, zato bodo imele jutri nosečnice na voljo možnost pogovora z porodničarjem, babico, anesteziologom, fizioterapevtko, klinično dietetičarko, potem klinično psihologinjo, potem posebnim fizioterapeutom, ki bo pokazal pravilno rokovanje z novorojenčkom. Prikazana bo tudi inkubator z lutko, kjer bodo punce prikazale, kako delajo v intenzivni negi in terapiji novorojenčkov. Seveda bo mogoče govoriti tudi z 2 mednarodnima svetovalkama za dojenje, babico Tadejo in babico
Mateo, vse, kar je povezano z dojenjem. Na ogled bodo tudi torej, naši tehniki zdravstvene nege, bodo pripravili tudi na ogled bo tudi posebna soba, kjer se bo dalo videti, kje biva mamica z novorojenčkom. Skratka, cel kup imamo tudi glasbeno gostjo, tudi nosečnice bodo obdarjene, imamo pa tudi seveda posebni izziv za moške spremljevalce in sicer izdelali smo, naša babica Nives je nosečnica, ki v kratkem pričakuje tudi drugega otročka in smo naredili odlitek njenega trebuščka, torej iz mavca, in ta odlitek si lahko, kdor se bo pač uspel pomeriti, da na svoj trebušček moški in si bomo štopali, kdo si bo hitreje zavezal čevlje, da boste malo moški vidijo, kakšen podvig je to. Moramo iti probati, To je ponovni izziv zate, enkrat si že bil pri nas na izzivu, ko si sprobal popadke, tako da te vabimo tudi na ta izziv. Ja, tako da si že naš, tako da lahko probaš tudi to. Tako da lušno bo tudi, peli nam bodo tudi, ne smemo pozabiti, tudi akademski mešani pevski zbor iz medicinske fakultete, tako da delujejo pri tem odprtih vrat celotni tim. Od bolničarja do študentov, zdravstvene nege, babištva, medicinske fakultete, porodničarje, skratka vsi, ki delamo anesteziologi, neonatologi, tudi pediatri bodo na voljo, ker bodo lahko nosečnice vprašale vse, kar je povezano z oskrbo novorojenčkov, skratka celo paleto. Vse bo to na voljo jutri od 10 naprej. Pa do 13. Kdaj lahko pride Dejan? Če so malo, jaz to kot tekmo vidim, Jeger. Izziv je na mizi. Daj roko. Pa še nekaj mogoče poudariti, tudi včasih so rekli ena nosečnost, en zob, tako da prihaja tudi zobozdravnik in bodo lahko govorile tudi z njim. Okay. Celo paleto strokovnjakov imamo, tako je. Cel paket. Samo še vidva rabita kalup. To bomo dobila, pa da vidimo, kdo bo prej. V redu. Nekaj izkušenj mama že, handicap bomo videli. Zdaj imate izkušnje z porodom, zdaj pa mogoče, da jo se postavita v vlogo nosečnice, kako to zgleda, se pripogniti, čevlje zavezati in to je super izziv. Pa biti nesramn do partnerja. Najlepša hvala res za vaše dobro delo. Pozdravite, prosim, vse porodnišnici in se vidimo jutri na dnevu odprtih vrat. Hvala lepa. Hvala imenu vseh sodelavcev porodnišnice. Hvala vam. Dobro jutro. Ljudstvo je spregovorilo. Naš mali doprinos k temu, zdaj ne vem, če bomo kaj ključnega spremenili, ampak definitivno se premalo menimo o tem, zakaj se eni majstri trudijo na vsak način obuditi v življenje že izumrle živalske vrste. Kot da ni dovolj filmov na to temo posnetih v opozorilo. Dobro, zdaj je tudi bil film posnet, pa to ne eden, pa so kljub temu, taki pač smo zgleda kot vrsta, pač budale. Nima veze. Ampak mimo tega, kaj menite, ali naj to delajo? A, absolutno, B, ker sem gledal Jurassic Park, ali C, da z omejitvami in pod nadzorom. To je bila anketa na našem Instagramu danes zjutraj in z 60% ste odločili, naj ne vlačijo ven, ker ste gledali Jurassic Park. Seveda, ker Jurassic Park je edina referenca za to. Seveda, da je. Moramo vedeti, da prej sploh nismo vedeli, kak je T-Rex gledal, vse še zdaj ne vemo, ker smo samo v kostja našli, ampak pač je tam bil ta prvi simulaker, ki ga je dal Steven Spielberg in zdaj vemo. Da ima kratke rokice. To smo vedeli, nismo pa vedeli, kakšne barve je bil, pa kakšne luske imel, pa nič nismo vedeli, dokler pač on ni naredil. Zdaj do konca povem rezultate raziskave? Ja, ok. Tisti, ki ste absolutno za, da pridajo ti vodiči nazaj. 22%. Dobro.
In pa da z omejitvami in pod nadzorom 18%. Še manj. Tu bi še enkrat mogli opozoriti, da tudi Jurassic Parku je bilo najprej vse pod kontrolo, pol Vse pa pod naenkrat več nadzorom. ni bilo. Pa je dokler ni bilo, vse je pod nadzorom, dokler ni. Pač ni. To je ta resnica. Ok, ljudstvo je spregovorilo. Nič ne bo Se vredno. bomo to poslali v vse Ja. te raziskovalne inštitute, oni bodo pogledali, pa stisnili delete, ampak glej, mi smo svoje naredili. Tako je. 14 minut pred 9 je. Dobro jutro. Dobro jutro. Dejan, Ana in Jeger. In to jutro.